stari. A si ti moraš predstavljati, da bo letos že 2 leti, odkar sem kupil S23 Ultra, pa ti moram reči, toliko sem zadovoljen z njo. Sicer je bila draga, sem res vreden. Dobro, verjamem, jaz sem tudi tako, da vem, koliko je dobra. Samo več cajt gre naprej. A si videl, kaj sva ta novega Samsunga dubla zdaj? Ne, kaj je to? Ta nov Midranger, Samsung Galaxy A56 je full top telefon, podpira ta najnovejši AI, ima solidne kamere, pa čak najboljša scena. One UI 7, ko ima že gor, ki ga še S23 Ultra sploh nima. Ni te treba mojega telefona toliko dizati, ker čeprav je 2 let star, mislim, da še zmeraj dost v easy post tvojega novega A56. Bring it on. Čak, dej, boš lepo po kategorijah, face to face, da bo fair. Tako da deva tole malo popestriti, pa podebatirati, kaj se realno trenutno bolj splača kupiti. Ta novega Midrangerja ali 2 let starega flagshipa. Za njo vprašanje sam, daj počak, nekaj malo krele, pa da mi daj par minut, sam da nekaj grem iskati za en moment. Ne povedam, Dražo, zdaj, ko smo sami. Sam njegov S23 Ultra res še zmer komad stvari prav naredi. Še zmer je hiter, baterija je tudi po 2 letih, še zmer čist dobra, zaslon in zvočnike ima odlične, deluje premijsko in tudi njegov telefon naj bi zelo malo po datumu snemanja tega videa dobil One UI 7, čeprav sem ga o tem prej zajebal, ker Samsung ga iskreno reži predolg spaca. Če pač jaz ne bi rabil imeti toliko super duper telefona za snemanje za tale najn kanal, pa če S25 Ultra ne bi imela toliko noro dobrega ekrana, verjetno res še zmer ne bi menjal svoje S23 Ultra, ker pač zakaj bi jo? Na njej še zmer praktično dobim 90% funkcij od S25 Ultra. Da ne boste mislili, tako čist med nami, datum ima svoje prav. A56 je res dober del. Na njem imate tako imenovano Awesome Intelligence oziroma izjemno inteligenco, ki je primerljiva z AI-jem na flagship phonih. Imate funkcijo iskanja z obkroževanjem, ki je tako po najmu mnenju daleč najbolj uporabna AI funkcija. Sledi pa je iskanje glasbe, kjer lahko naprimer gledate TikTok video in vam bo phone najdel muziko, ki se predvaja v ozadju. Ali pa pri kamerah recimo, funkcija Nightography vam omogoča, da zajamete ostre posnetke, tudi če imate švoh svetlobo, in kar je najboljša funkcija radirka predmetov, vam omogoča, da vsiljive stvari s fotke enostavno zbrišete, kot da jih nikoli ni bilo. Sam to vam hočem povedati, da ta telefon res veliko stvari naredi prav. Ampak gremo nazaj. Danes me zanima, a je 2 let star flagship, kakor je recimo S23 Ultra, toliko dober, da lahko premaga novega Midrangerja, kakor je Galaxy A56. Dajmo stvari poenostaviti. Evo, sem nazaj, Davor. Nekaj sem slišal, da si govoril, da bi poenostavila primerjavo. Jaz sem tukaj idejo za dober način, in sicer, da jo primerjava v naslednjih 6 kategorijah, ki so ogrodje in zaslon, oziroma na kratko dizajn, procesor in performance, baterija in polnjenje, kamere, software in AI ter cena. Dajmo začeti pri zaslonu in ogrodju. Zaslon pri S23 Ultra je velikosti 6,8 inča, je zaobljen pri straneh in je malo večji kot pa A56, ki ima zaslon velikosti 6,7 inča, ki je raven. Velikost sama je sicer realno zamerljiva, ampak ta zaobljenost lahko mogoče koga moti, recimo meni. Ja, je pa nadalje zihar opazen, da ima A56 zaradi te ravnosti tudi bolj vidne in večje obrobe, kot tudi brado na spodnjem delu ekrana, v primerjavi z S23 Ultra, ki tudi po 2 letih še zmeraj deluje precej moderno. Je pa tudi res, da je ful razlika v obdobju, se je A56 bolj udoben zadržati, ker ima zaobljene kote, tukaj le zgori, kot S23 Ultra, ki je bolj škatlas in se lahko zareže spodaj v roko. Slednji je premijsko težji, saj tehta 234 gramov, medtem ko A56 tehta samo 128 gramov, kar se v določenih situacijah sicer lahko kar pozna. Ja, zdaj oba fona imata ogrodje iz aluminija, sam da pri A56 deluje kot industrijsko zbrušen in odrezan, medtem ko ima S23 Ultra še staro bolj zaobljeno zasnovo, pri kateri robovi niso toliko navpično odrezani in industrijsko brušeni. Zdaj, kaj vam bolj ustreza, je sicer stvar preference, nama se zdi, da Ultra deluje še zmeraj bolj premijsko, čeprav gre trend k temu, da so robovi bolj ravni. Je pa res, da bi A56 sigurno zmagala pri udobju z rokovanjem, ker je lažji in malo tanjši. Zaslona sta pri obeh vrhunska, Galaxy S23 Ultra ima 120 Hz dinamičen AMOLED s podporo za gledanje vsebine v HDR10+ načinu, ki ajde za povprečnega uporabnika ni toliko pomembno, samo mora tukaj omeniti to spek, ker gre za tekmovanje. A56 pa ima super AMOLED, ki je tudi 120 Hz zaslon, ampak ni dinamičen, kar pomeni, da mogoče lahko ekran vzame kakšen procent baterije več, ko ga uporabljate. Ima pa sicer tudi podporo za HDR10+, če je relevantno. Ima pa A56 celo višjo max svetilnost in sicer do 1900 nitov,
ne samo do 1750 ni to, kar pa najverjetneje praktično noben ne bo opazil. Prav tako je fajn omeniti, da noben od njiju nima antiodsevnega zaslona, ki ga je upeljala S24. Ker je pa zaščita zmer pomembna. They should put that on the box. They do. No, they don't. Še to omeniti. Galaxy S23 Ultra ima zaslon iz Corning Gorilla Glass Victus 2, A56 pa iz Corning Gorilla Glass Victus Plus. Teh dveh je boljši. Okay. Victus 2 je načeloma novejši in bolj odporen proti udarcem, ampak je pa catch, da je tale plus bolj odporen proti praskam. Tako da se morate odločiti, kaj vas bolj skrbi. Padci z višin ali praske. No, po vsem, kar sem povedala, bi Vinta tukaj v tej celotni kategoriji dala manjšo prednost S23 Ultra, ker je lepši za pogled in ekran porabi manj baterije, sam ni pa res monogramne razlike. Ne. Zdaj, naslednja kategorija je procesor in performance. Galaxy S23 Ultra poganja Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ki je 4-nanometrski čip, enak kot je tudi Exynos 1580, ki je v A56. Ampak samo zato, ker sta oba 4-nanometrska, še ne pomeni, da sta enakovredna. Exynos je opazno čip srednjega cenovnega ranga, kar kažejo tudi stresni testi, kljub temu, da je novejši. Ta starejši Snapdragon 8 Gen 2 ga preprosto zmaga pri surovi moči, ker lahko dlje časa poganja grafično zahtevne špile brez leganja, pa še bolj energetsko učinkovitje, medtem ko Exynos začne pri težjih nalogah po nekem času termično zavirati. Zdaj, siguren je boljši od ostalih Exynosov v srednjem cenovnem rangu iz preteklosti in telefon še zmeraj hitro dela. Sam 8 Gen 2 je še zmeraj zvir, pa če tudi je stara 2 let. Torej spet točka za S23 Ultra. Ampak zdaj je pa 100 ratejo bolj zanimive pri bateriji. Obe sta velikosti 5000 mAh, na fila se pa ju z 45W polnilcem do 65% v pol ure. Ampak ga morate prvi beg dokupiti. Je pa res, da A56 ne podpira brezžičnega polnjenja in povratnega brezžičnega filanja, kar bo nekaterim pa isto veliko pomenil, drugim pa praktično nič. Ker ima S23 Ultra bolj učinkovit zaslon in procesor, bi v predpostavki, da je nov, mogel zdržati dlje kot A56. Sam pač mi do tle ne predpostavljava tega, predpostavljava, da je S23 Ultra že rabljen, da pade v ta cenovni rang in zato je dejstvo, da tukaj ni take razlike. Tako da tukaj oba telefona dobita pol točke, ker v tem cenovnem rangu se bolj fokusirajo na to, koliko časa baterija zdrži, kot na to, da se brezžično fila, kar je recimo po S23 samo bonus, če bi jo izbrali. In pojmo najprej na kamere. Itak veste, da so res ful pomembna stvar in jih valjda ne bo kar spustila. Zdaj, najprej pojmo na Galaxy A56, ki ima 3 kamere. In sicer 50 megapikslov veliko glavno kamero, 12 megapikslov veliko ultra širokokotno in pa 5 megapikslov veliko makro kamero. Ja, pa še selfie objektiv velikosti 12 megapikslov, ki je iste velikosti kar pri S23 Ultra. Zdaj, najboljš, da začneva kar pri njem, ker se si z S23 Ultra glede njega praktičen povsem identična, saj oba delata super selfije, dobro izpostavita subjekte na sliki, tako da tukaj sta telefona praktično davo, če se boš strinjal, kar izenačena. Ja, sam pri ostalih kamerah je pa velika razlika. Ja. Niso toliko izenačene stvari. Ne, niso. S23 Ultra ima namreč 4 kamere, glavno velikosti 200 megapikslov, pa ima telefoto objektiv, ki gre do 3-kratnega zooma in ima 10 megapikslov, tudi ima pa še 10 megapikslov veliko telefoto periskopsko kamero, za konc pa ima še ultra širokokotno kamero z 12 megapiksli. Dobro, podnevi so fotke iz glavnih kamer relativno primerljive, če je dosti svetlobe, pri nočnih pa je že razlika, ker se od A56 so manj ostre in včasih boste opazili, da telefon preveč poudarja svetlobne vire. Podoben je tudi pri ultra širokokotnem objektivu, ker je dinamičen razpon pri S23 Ultra opazno boljši podnev, po noč pa so fotke pri A56 občutno bolj mehke, kako bi rekel. Ja. In se jih pa da sicer izboljšati, če vklopite nočen način pri tem telefonu. Ja, tako da fotke z makroobjektiva so pri A56 dober. Presenetljivo so kvalitetne, dokler res, kakor je rekel, imate dosti svetlobe. Sam, če zmeraj mislva, da je bolj uporaben, če naredite krop iz ultra širokokotnega objektiva pri S23 Ultra in je tudi boljša rešitev zaradi več megapikslov. Spet bova rekla, kot sva že večkrat, tudi A56 ne bi smel imeti prav kamere za makrofotke, ker bi tudi lahko kropil iz svojega ultra širokokotnega objektiva. Ampak ja, bomo videli, če bodo proizvajalci to kdaj dojeli za telefone v tem cenovnem rangu in jih končno dali v koš za smeti, kamor sodijo. Je pa zanimivo, da je video pri obeh telefonih zelo dober. Ok, A56 ne more snimati 4K pri 60 fps-ih, sam video pri 4K in 30 fps-ih je pa zelo dober in to tudi po noč. Tako da tukaj ne morava reči, da ga S23 Ultra povoz. Na koncu
pa še vse mislijo, da gre točka Galaxy S23 Ultra, ker je v globalu boljša za slikati in boljša za snemati. Daleč najbolj bizarna situacija pa je s softverjem in AI-jem. S23 Ultra je namreč flagship. Ok, je sicer 2 leti star flagship, sam pa še zmer gor One UI 6.1 in bo prejel sam 4 leta posodobitev programske opreme. Torej sam do 2027. Ta bolj bizaren del je pa, da ima A56 gor že One UI 7 in bo prejel kar 6 let podpore za posodobitve. Torej 2031. A vidite, v čem je problem? 2 leti star flagship še zmer nima najnovejšega softvera v sredini aprila, ko snemava ta video. Poleg tega bo manj cajta imel support za ta software. Zdaj, kaj se je pri Samsungu letos zgodilo z updati, nama ni jasen, ker je cela stvar hudo bizarna in težko razumljiva. Ja, se bo prišel One UI 7 kmalu ven tudi na S23 liniji. Sam tale urnik bi res lahko bil boljši in tudi kaj drugega nimava za reči, ker da v cajtu snemanja tega videa A56 omogoča boljšo uporabniško izkušnjo. Tudi če S23 Ultra kmalu dobi posodobitev za One UI 7, se bo v času, ko bo enkrat ta video ven zunaj prišel, verjetno že posodobljen in bo uporabniška izkušnja verjetno enaka kot tukaj. Ok, en hiter update. Jaz sem dobil One UI 7 na svojo S23 Ultra, ki res nimam. Zdaj, čist iskren odgovor, jaz sem pričakoval več, zato ker baterija je full v kurcu. Recimo, če jaz grem na YouTube, pogledam 2 videa, malo daljša, meni pade, ne vem, za 70% ali pa celo za 50% baterija. Animacije so načeloma boljše, ampak ne pa toliko, da bi rekel, da je zelo opazno, še zmeri dožen, ki dosti se zatika. Pa bo imel vse manj časa podporo za posodobitev. Tako da tukaj mora točko za ta del kategorije v tem trenutku dati midrangerju A56. Sem vesel, da sem dobil update, ampak jaz mislim, da tukaj še zmeri A56 zmaga čist glede na optimizacijo, tako da, sorry S23. Če pa hočete več vedeti o samu One UI 7, si pa drugače lahko pogledate najin video od S24 Ultra, do katerega bo link v opisu. Zdaj, kar se tiče samega AI-ja, je pa tako, da tukaj težko neko primerjavo potegnemo, katero ti dveh je jasen zmagovalec. Dejstvo je namreč, da je ta najboljši AI telefon od vseh Samsungov S25, ki pa ni predmet tega videa in ima določene ekskluzivne funkcije, ki verjetno ne bodo prišle niti na S24, kaj šele na S23, v srednji rang k A56 pa sploh ne, ker pač ima šibkejši čip. Če naju vprašate, je S23 Ultra po zmogljivosti uporabe AI funkcij in njihovi splošni uporabnosti še zmer boljša mašina od A56. Že sam zaradi moči samega čipa. Recimo radirka predmetov, ki je sigurno boljša, kjer S23 stvari bolj čisto ven izreže in tudi, ko se poveča, približa se silueta izrezanega predmeta, manj vid kot pri A56. Pa tudi pri samem naboru AI funkcij je S23 očiten zmagovalec. Se jih ponuja več. Recimo A56 sploh nima funkcije pomoč za zapiske. Glih zato A56 prejme 0,25 točke, ker sploh nima vseh osnovnih AI funkcij, ampak saj vse te delajo za to ceno. S23 pa prejme 0,75 točke, ker AI boljši izvede. Midva vam ne bova nobenega telefona priporočila, ker drugega sam zaradi AI-ja, tudi gledano v globalu ni njega jasnega zmagovalca. Sploh ker S23 Ultra še nima One UI v času snemanja. Na koncu pa vsem celotno kategorijo zmaga A56K zaradi One UI 7K. No, pa ker smo pri koncu, pojmo še na zadnjo kategorijo. Cena in ohranjenost. Samsung Galaxy A56 čist novega dobite v prosti prodaji za 8 GB RAM in 180 GB notranjega polnilnika za približno 480 €. Če pa hočete 256 GB, kar mi da močno priporočava, pa za okoli 530 €. 2 leti star flagship Galaxy S23 Ultra z 8 GB RAM in 256 GB notranjega polnilnika lahko v zelo dobrem stanju, kot oni imenujejo to kategorijo, dobite obnovljenega pri Rebornu za cirka 550 € za 1 leto garancije, kar je super cena. Sam pač ni pa čist nov, ampak siguren dobro ohranjen. Zdaj na Bouhi ali pa na Facebook Marketplace bi ga verjetno dobili za podobno ceno ali pa še celo za manj. Sam ni zagotovljen, da je tako dobro ohranjen in to pač ima garancije. Je še zmer 2 leti star telefon lahko dražji. Sam za to ceno v večini ponuja še zmer dosti boljše spekse in uporabniško izkušnjo na vseh področjih, vsaj nama se zdi. Tako da za toliko malo razlike v ceni se nama zdi, da se vam bolj splača izkašljati malo več keša in kupiti 2 let staro S23 Ultra, tudi če je malo rabljena, v bistvu se še prijazni za okolje, tako ko se temu reče. Sam pa se, da če že kupujete rabljen telefon, da vas nekdo ne prinese okolj, kar je skoraj največji risk pred
nekem takem nakupu rabljenih telefonov. Če pa se dogaja to na Bolhi ali pa Marketplaceu, je tam še dodaten risk. Ker je A56 nov, mu gre to ful uprit in ko tukaj oba dobita pol točke, izbira na konc je pa vaša, kaj želite sprobati. Torej, kakšen bi bil zaključek glede tega, katerega se splača kupiti? Zdaj, Samsung Galaxy A56 ni žog telefon. Sploh ni. Nikakor. Sam flagship je tudi po 2 letih še zmer flagship. Ja. In če boste hoteli imeti top kvaliteto za zmernejšo ceno, ob tem, da sicer sklenete par kompromisov, je še zmer S23 Ultra boljša naložba, pa čeprav je starejši telefon in ima sigurno kakšne znake uporabe. Ja, A56 ima trenutno ob snimanju tega videa novejši software, sam to ga bo S23 Ultra baje konec aprila že malo ujela in pol boste skoraj na istem. Torej, ko bo video zunaj, boste verjetno že na istem. Ja. Je to vreden pa šparanega keša? Mislim, da ne. Če vam je S23 Ultra še zmeri preveč in je preveč glomazen in težek za handlet, pa itak tudi štekava in pol je A56 boljša izbira v primeru, da hočete imeti bolj obvladljiv telefon. Za vse ostalo je pa tukaj rabljena S23 Ultra boljša izbira. No, to je to. Mislim, da so v tem videu z najno debato dosti povedala, da se boste lahko kar toliko preudarno odločili, ko boste šli nakupiti telefon v tem cenovnem razredu in da boste videli, če je boljš kupiti novega midrangerja ali pa starega rabljenega flagshipa. Sej spaliti v tem cenovnem rangu z nobenim v bistvu ne morete. Se pa morate zavedati, da flagship tudi čez par let ostane še zmer pošast, sreden cenoven razred pa sprejme par kompromisov, vsak telefon v tem razredu, da obdrži relativno nizko ceno. No, na vas je pa to, da presote, če so ti kompromisi preveč za vas ali ne. Hvala tudi Samsungu Sloveniji in njegovi agenciji, da ste nam posodila A56 za potrebe tega videa. Če pa imate še kakšno vprašanje za naju, nam napišite spodaj v komentarju ali pa v DM-se. Mi dva se danes od vas poslavljava in se kmalu vidimo v naslednjem videu. Čau!